Dobrodošli v enem podcastu, dragi gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci. Z mano so danes predstavniki večjih humanitarnih organizacij, Rdeči križ, Karitas, Adra Slovenija, Slovenska filantropija, Zveza prijateljev mladine Slovenije. Pred 4 tedni so se Sloveniji zgodile tragične, uničujoče, izjemne poplave, zato danes gostim humanitarne organizacije. In sicer so tukaj na moji levi generalna sekretarka Rdečega križa Cvetka Tomin, pa vodja terenskega odziva Slovenske filantropije Tina Velišček, na moji desni pa generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič, predsednica Adra Slovenija Katja Kotnik in pa podpredsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije Uroš Brezovšek. Lep pozdrav vsem, dobrodošli in hvala, ker ste prišli in si vzeli čas vsi. Hvala. N1 podcast s Suzano Lovec. Kako torej trenutno poteka humanitarna pomoč, kako je potekala, kako bo, kaj delate, kaj delajo humanitarne organizacije po poplavah, kakšne so težave, ki jih vi zaznavate, ki vidite rešitve, na kaj bi opozorili javnost, državo. Odgovorili bomo tudi na nekatera najpogostejša vprašanja ljudi, kako vemo, da bo darovano prišlo v prave roke, recimo, govorili pa bomo tudi o pomenu humanitarnosti širše. In za začetek torej kar k temu, kar nas najbolj zanima, kaj se trenutno dogaja s humanitarno pomočjo, kaj trenutno dela vaša organizacija, če lahko mogoče na kratko. Najprej Rdeči križ. Hvala lepa. To, kar trenutno počnemo, je seveda vračamo upanje ljudem, da se bojo čim prej opomogli po tej strašni nesreči, tako z materialno pomočjo kot z finančno pomočjo preko seveda mreže območnih združenj, ki so naša baza na terenu, ki najbolj poznajo, kakšne so potrebe in jih tudi redno sporočajo. Poleg tega je naš fokus na psihosocialni podpori. Ekipe hodijo od vrat do vrat, da lajšajo stiske in da zaznajo ustrezno, kje so prioritete, kako se lahko čim bolje odzovemo. Na sedežu pa zagotavljamo to zbiranje sredstev, da bomo lahko dolgoročno bili tu za ljudi, za pomoč, ki jo bojo potrebovali. Ja, pri nas so seveda sodelavci župnijskih Karitas, predvsem voditelji župnijskih Karitas, skozi seveda na terenu in v stiku z gospodinjstvi. 30 je takih, ki so trenutno res zelo obremenjeni in praktično 24 ur na voljo. Po tej prvi pomoči, čiščenju vsem tem, kar je nekako v večini primerov za nami, čeprav se še vedno pojavljajo primeri. Pred 3 dnevi smo celo za eno vas spet na novo odkrili in tako naprej. Skratka, to je zelo dinamično. So z njimi v stiku. Na Karitas smo tudi pomagali z 1,2 milijona evri finančnih sredstev. Tudi so jih ljudje že dobili na transakcijski račun ali pa v vrednostnih bonih. Materialna pomoč se nadaljuje. Ti centri, ki so bili zdaj veliki, se nekako umikajo in gre v redno shemo Karitasa in Rdečega križa. Tako da kdor rabi to pomoč, seveda še lahko dobi in jo bo dobil tudi v prihodnje. Psihosocialna pomoč, imamo zdaj 14 svetovalcev na terenu, ki po navodilu župnijskih Karitas tudi grejo do določenih gospodinjstev in se z njimi pogovarjajo, predvsem v smislu razbremenilnega pogovora. Sodelujemo tudi v teh ekipah NIJZ-ja, tako da to je izjemno pomembno, da v bistvu odkrivamo, kaj res ljudje doživljajo in kaj potrebujejo. Mi smo zdaj na lokalno raven sprostili še 1,5 milijona evrov, to je seveda vse iz naših lastnih sredstev, kjer pa že mogoče bomo poskušali pomagati tudi pri prvih korakih sanacije. 400 razložilcev imamo zunaj, veliko stanovanj se zdaj suši, čaka na prihodnje dni. Skratka, dela in potreb je izjemno veliko in seveda korak za korakom in pa situacija na posameznih območjih je zelo različna. K temu še pridemo. Kaj delate v Adri, če lahko na kratko opišete? Torej, Adra kot mreža ima vedno strateško zastavljene načrte ob različnih vrstah katastrof. Pri tej katastrofi seveda od čiščenja, potem materialnih donacij, psihosocialne na terenu, smo zdaj v fazi razdeljevanja in opolnomočenja ljudi za pravilno uporabo sušilnih naprav. Seveda pa potekajo tista najpomembnejša dogovarjanja in usklajevanje z državnim in pa nevladnim sektorjem za
to dolgoročno pomoč, ki pa je seveda usmerjena v finančno podporo ljudem, ki so prizadeti, in pa torej tudi dodeljevanje vavčerjev. Zdaj se mi tudi izjemno pomembno, da v tem času natančno analiziramo vrzeli, ki nastanejo pri humanitarni pomoči. Mogoče smo tudi modri pri načrtovanju tega odziva. Predvsem pa seveda je pomembno to usklajevanje, ki trenutno poteka tudi z vlado. Slovenska filantropija. Ja, na Slovenski filantropiji smo se pa usmerili v pomoč tja, kjer smo najbolj močni, in sicer v nabor prostovoljcev. Tako da naša glavna naloga je zdaj, da pošiljamo prostovoljce na teren, na prostovoljske delovne akcije, kjer pomagajo pri odstranjevanju posledic poplav, se pravi pri fizičnem delu, pri čiščenju in takih zadevah. Organizirali smo pa tudi nekaj namestitev, varstev otrok in prevozov. Zveza prijateljev. Zveza prijateljev mladine je s svojimi članicami že takoj v soboto priskočila na pomoč in pozvala starše, da lahko otroke brezplačno dajo na letovanja, se pravi, da se vsaj za tisti moment umaknejo iz teh območij. Je bil odziv, zavedamo pa se, da je družina kot takšna, ko je pride katastrofa, ko je takšna krizna situacija, je raje še skupaj zdrži. Tudi imeli smo nekaj donatorjev, ki so želeli na ta način pomagati, in eni si niso znali razlagati tega. Ja, pa ne bojo dali zdaj otrok bolj navarno. Ne. Logično je, da v kriznih situacijah družina stopi skupaj, raje imajo otroke pri sebi, ampak vseeno smo imeli kar odziva in s tem bomo nadaljevali tudi naprej. Tudi v jeseni načrtujemo še med jesenskimi počitnicami brezplačno letovanje za otroke z teh poplavljenih območij, da jim na ta način nekako tudi blažimo to stisko, ki se dogaja sedaj doma. S tem, da naj povem, da tudi naš telefon za otroke in mladostnike prejema te klice in bo ostal kot anonimen telefon tisti steber, ko ga lahko otroci anonimno pokličajo, se pravi, da to psihosocialna pomoč otrokom nekako poteka. Drugače pa pri nas je pomoč skoncentrirana na družine z otroki, se pravi tiste družine, ki imajo otroke do 18. leta starosti. Tem pa predvsem pomagamo s plačili predračunov. Pri nas ne gre neposredna finančna pomoč družini, ampak nam družine pošiljajo predračune po tistem, ko dajo popolno vlogo, in te predračune potem plačujemo. Zdaj, Rdeči križ in Karitas, vlada je v bistvu dodelila teh 10 milijonov za osnovne življenjske potrebščine in pa dodelila je tudi denar za sanacijo po neurjih. Vajni organizaciji ta denar, oziroma boste ta denar dobili in ga boste razdelili. Tukaj se je država naslonila na te dve humanitarni organizaciji. Zbirali ste te vloge do tega tedna. Kako bo zdaj potekalo delo in razdeljevanje tega denarja? Midve so prej že o tem nekaj rekli. Rekli ste, da je tukaj tudi veliko dela potrebnega opraviti in da je to pomembno, da v bistvu na kak način delajo. To je eno izjemno veliko delo. Gre za to, da so vloge v papirni obliki bile zbirane preko občin, preko Karitasa, preko Rdečega križa Slovenije. Govorimo o 6 in več tisoč vlogah, ki je potrebno obdelati. Regijske komisije, ki se oblikujejo ravno za ta namen, da se to čim bolj pospeši in da bojo ta sredstva prišla čim prej do ljudi. Delajo od jutra do večera neumorno, da vnesejo, digitalizirajo vloge, da primerjajo in uskladijo, da ne pride do podvajanj in da je vsak tisti, ki je upravičen, pride čim prej do te pomoči. Dejstvo je, da so kriteriji, ki smo jih skupaj oblikovali in se o njih izrekli, bili poenostavljeni tudi s tem namenom, da vsak, ki je utrpel nesrečo, bo prišel do sredstev, s tem, da pri kategoriji po neurji smo upoštevali tudi socialni kriterij. Tako da morda bo Peter še kaj dodal. Ja. Včeraj je bil, v bistvu je to neuraden podatek še zaenkrat, ampak praktično je že več kot 8,000 prošenj iz tega naslova prišlo, če govorimo za neurja in za poplave, kar je res velika številka. In potrjuje to, da vsak dan znova se situacija odkriva.
Za neurja so bili zneski predvideni nekoliko večji, ker so sredstva namenjena sanaciji, vendar tudi tukaj bo verjetno sredstev premalo za to, kar smo mi zastavili od 500 do 15 tisoč evrov. Seveda je treba povedati, to so že sredstva za sanacijo, za vlogo A, ker je manj sredstev, 1.100.000 in pa tudi manj vlog. Za poplave je pa prva humanitarna pomoč, kjer je sicer 10 milijonov evrov na voljo, vendar je številka izjemno velika in so te prve pomoči od 500 evrov do 3000 evrov. Tudi tukaj ne vemo, kaj bo končna situacija. Skratka, tukaj gre pa res za tisto najnujnejše, kar so ljudje že rabili kupiti, od te osnovne opreme, če karikiramo od tega, da ti je odplavilo ščetko, pa do tistih osnovnih stvari, ki jih imaš v gospodinjstvu. In to je šele prvi korak. Mi upamo, da bo sledil temu drugi korak. Tukaj je ogromen dela, seveda, da se te vloge obravnava na teh komisijah regijskih, tudi občine sodelujejo, tudi centri za socialno delo sodelujejo z namenom, da se to zgodi zelo hitro in čim prej. In seveda upamo, da bo v prihodnem tednu možno to če kaj realizirati v finančni obliki, tako da bodo ljudje tudi dobili sredstva, najkasneje pa seveda do prve polovice septembra, da bo to zaključeno. Je pa treba povedati korak po koraku. Rdeči križ, Karitas, Adra, Zveza prijateljev mladine, država, skratka v nekih 2 mesecih bi si želeli, da bodo ljudje korak po korakom tudi iz centrov in tako naprej dobili nekaj izdatnejšega za to, kar se jim je zgodilo. Zagotovo bomo pa v vsakem naslednjem koraku še bolj fokusirani na socialno šibke, ne samo na tiste, ki so tu že bili, ampak predvsem na tiste, ki so tu postali. Videla sem, da ste objavili na Karitasu, da v bistvu pri tem zbiranju pomoči, prostovoljnim, to, kar pač smo darovali državljani, humanitarnim organizacijam, da v bistvu ste napisali, da je bil največji odziv kadarkoli, ampak da tudi potrebe so večje kot kadarkoli. Me zanima, če tudi druge organizacije v bistvu imate, mislim, to izkušnjo, da je tokrat pač res se je zgodila katastrofa, kot je še ne bilo, ampak da je tudi ta odziv Slovencev in Slovenk oziroma prebivalcev Slovenije in takšen, kot ga še ni bilo. To potrjujete tudi drugi? Jaz tako povem, da tukaj se je pokazala tudi tista solidarnost. Naše članice iz območij, ki niso bile prizadete, je dejansko skoraj vsaka v svojem ožjem lokalnem okolju organizirala neko zbiralno akcijo. Tukaj smo predvsem čistila, so bila tista, ki so sedaj pomagala, higienski pripomočki, tudi voda. Vemo, da določena območja še danes niso priklopljena na vodovod oziroma nimajo pitne vode, tako da ta solidarnost med Slovenci se je pokazala v obeh smerih in zbiranju donacij, materialne pomoči in tudi pri darovanju finančnih sredstev oziroma denarja, ki smo ga, lahko rečem, na Zvezi prijateljev mladine Slovenije do včeraj zbrali skoraj 650 000. Jaz sem pred nekaj dnevi govorila tudi s humanitarčkom, s humanitarno organizacijo, žal njeni predstavniki danes niso mogli biti tukaj z nami. Govorila sem z Nino Kozorok in oni so bili tudi zraven od začetka in tudi sami opozarjajo na nekatere stvari. Rekli so, tako kot ste vi prej rekli, mi je rekla Nina Kozorok, od lokacije do lokacije je zelo različno organizirano, da je treba v bistvu neke specifike lokacij upoštevati pri pomoči. Recimo, rekla mi je tudi, da se pokažejo pri tej humanitarnosti in pri pomoči neke stvari, na katere običajni ljudje ne pomislimo. Vi, humanitarna organizacija, pa te stvari bolje poznate, veste, kako gre. Recimo, ona je rekla, naprimer, fajn je dajati vodo po 5 litrov, ne po 0,5 plastenke. In da se tudi recimo že na terenu, da že opažajo, da se nabirajo smeti, da že obstaja ta problem smeti. To verjetno tudi druge organizacije opažate. Potem humanitarček, oni so takrat zaznali tiste težavo s krajami, da so se v bistvu darovane ali pa vreče s peskom in podobne stvari, da so jih odtujevali, da je prihajalo do kraj, ampak so potem to po družbenih obrežjih obvestili ljudi in policijo in se je zgodilo to, da so ljudje, tisti, ki so vzeli te stvari, začeli stvari vračati. Tako da v bistvu so neke stvari, na katere v bistvu vi, humanitarne organizacije, lahko opozorite ljudi, državo, tiste, ki dajemo in tiste, ki prejemajo. Kaj so recimo tiste stvari, na katere bi opozorili recimo javno?
Ali pa neke težave, ki se dogajajo, pa mogoče ne pomislimo na njih. Ja? Mogoče bi jaz tukaj omela, da do takih stvari prihaja, predvsem zato, ker v času miru ne načrtujemo pravilno odziva. Torej tudi trenutno te stvari, ki so se ali lokalno dogajale, ali na regionalnem nivoju, ali na nacionalnem, je v kar veliki meri lahko preprečiti s tem, ko se učimo od recimo mednarodne skupnosti in res smo pripravljeni na izzive, ki se dogajajo na terenu in pa tudi rešitve, ki jih lahko pripravimo skupaj. In jaz bi samo tako eno tako generalno izjavo dala, da bi bilo res super, da na državnem nivoju in skupaj v nevladnem sektorju načrtujemo glede na vrsto katastrofe odziv že naprej. Recimo, ne vem, en odziv oziroma izziv na področju prostovoljstva je bilo zelo te velike skupine. Mi pa že vemo odprej, da na terenu ob katastrofah so lahko učinkovite samo majhne, dinamične skupine. Torej se ne organizirajo velike skupine prostovoljcev in jih tudi ne sprejemamo, ampak jih povabimo, da se vključujejo v prostovoljstvo recimo čez 1 mesec ali pa 2. Potem pri materialnih donacijah. Ni najbolj primerno na terenu razdeljevati velike količine brez popisanih potreb, ki jih ima lokalna skupnost. Recimo ta omemba, da so potrebne večje količine vode, to je lahko primerno za gospodinjstva. Dejansko pa nas je pokazalo za tisto sprotno pomoč, ko ljudje pridejo na terenu ali pa za prostovoljce ali pa za gasilce, so pa raven pol-litrske vode primerne, ker drugače... Za delavce. Tako. Ker drugače gre pač liter preč. Ampak to so vse stvari, za katere se lahko marsikaj naučimo pri dolgoročnem strateškem načrtovanju, tudi z mednarodno skupnostjo. Mogoče bi na tem mestu samo še omenila, kar se tiče donacij. Adra Slovenija je zbrala nekje 300 000 evrov, ampak moram povedati, da seveda solidarnost ljudi v Sloveniji je ogromna, ampak interes mednarodne skupnosti, naše mednarodne mreže je bil dejansko istokratni. Tako da ja, izkoristiti tudi to znanje, ki ga imamo od kolegov, pa se učiti za naprej. Če smem tukaj dodati, se popolnoma strinjam s tem, kaj Maja navedla, in sicer, da bi morali, žal se ponovno pogovarjamo o tem, ko se nekaj zgodi, kaj bi lahko, pa nismo. In to se ponavlja, jaz sem med tistimi z sivimi lasmi, pa Peter tudi, in to vemo, ampak prostor ravno zato je zdaj, bi že moralo biti, in se strinjam z enim načrtovanjem, da se spoznamo prej in da se na stvari pripravimo. In ni samo mednarodna skupnost tista, ki ima znanja na tem področju. V našem bazenu imamo ogromno znanja, vendar nikoli ni časa se okrog tega izreči. In kaj je druga velik izziv je, da sprejmemo koordinacijo nekoga, ki to mora koordinirati, ker če gre vsak posebej, bomo dosegli samo en majhen cilj in ne bomo prišli do boljših rešitev. Pogovor o vodi tak ali drugače ravno v tem kontekstu in to so stvari, ki se lahko ustrezno načrtujejo. Vem, da to ni tema za današnji razgovor, in vendar je prav, da se na to opozori, da imamo priložnost, da v prihodnosti tudi humanitarne organizacije si stopimo skupaj in neke stvari načrtujemo skupaj, da bomo boljši naslednjič, pa upam, da naslednjič ne bo. Upamo vsi, ja. Kaj mogoče filantropija ugotavlja? Ja, jaz bi k temu še to dodala, mogoče, da je kar nekako škoda bilo ne izkoristiti vsega tega začetne navdušenja in adrenalina in želje ljudi po pomoči. Naredili smo ta solidarnostni dan, ko je šlo lahko ogromno ljudi na teren, nekateri niso šli tudi zaradi tega, ker so se potem ustrašili, da bo preveč ljudi, kar bi se lahko zgodilo. In je škoda, da nismo izkoristili tega potenciala v to, da bi na nekakšen način na dolgi rok vključevali prostovoljce. Zdaj, verjetno smo vse organizacije naletele na isto težavo. Na začetku je bilo prostovoljcev preveč, v smislu, da jih nismo bili sposobni skoordinirati. Zdaj pa, ko je ogromno dela, jih je pa premalo. In škoda je, da nismo znali tega malo drugače zapeljati in upam, da v naslednji krizi, ki upam, da ne bo kmalu, bomo mogoče imeli to znanje in vedenje in probali to drugače zapeljati. Ampak smo zavest v solidarnost dvignili na zelo velik nivo in to je tisto, kar je pomembno za naprej. Če smem pridati, pri teh humanitarnih krizah, ne bo v Sloveniji ali pa v tujini,
Seveda na začetku ob še tako izjemni organizaciji imaš dan, dva, ki pač preprost je treba stvari postaviti. Se zmeniti, kam prihajajo stvari, kje se bojo delile. Jaz mislim, da tukaj civilna zaščita opravlja odlično nalogo in da tudi zelo dobro koordinira, vendar pa na začetku je pa seveda vedno težko. Ne bo v tujini, ne bo tukaj, in potem se pa takoj vzpostavijo ti mehanizmi. Treba je tudi opozoriti, kar smo že večkrat opozarjali, humanitarne organizacije, ljudi lepo prosimo, da prinašajo na teren stvari oziroma k nam tiste, ki jih res ljudje takrat rabijo. Ta notranji naboj sočutja in solidarnosti je res izjemen, in hvala Bogu, da je tako. Seveda pa ne more kar vsaki svojim avtom parpeljati nekaj, dati ven in pričakovati, da bo to takoj absorbirano in da se bo to dal deliti. Pač treba je ostati tudi trezen pri tem. Če so navodila taka, kaj se potrebuje, je fajn to upoštevati. In na začetku si vi lahko predstavljate en center, kjer ljudje vozijo nekontrolirano stvari in jih poskušaš urediti. Na drugi strani pa ljudje prihajajo do vrha v blatu in rabijo stvari. Sigurno se ne da v prvem dnevu tega kar tako skoordinirati. Jaz bi pohvalil vse, ki so bili na terenu, prostovoljce in od Rdečega križa, Karitasa, civilne zaščite, vaše, od filantropije, od Zveze prijateljev, kdorkoli že, ogromen truda in ogromen dela. In tudi ne bi dajal, ne bi senčil vsega tega dobrega z nekaj primeri, ki so obsojanja vredni, vendar pa je škoda zasenčiti vse dobro, kar je bilo narejenega in ogromen 99% tega. Je pa res fajn na začetku nekako, bi rekel, koordinira tudi to, kar prihaja in pač upošteva to, kar dejansko se rabi na terenu. Tudi mi dnevno obvestila spreminjamo, ker so stvari različne in se spreminjajo. To je prva stvar. In pač pustiti, da koordinacija in logistika teče tistih najnujnejših stvari. Isto je pri prostovoljcih. Tam, kjer so prihajale opremljene skupine s čevlji, z primernim oblačilom, z rokavicami in tudi, da so ljudje vsaj mečkam prstvariti, da lahko fizično delajo. Tam so stvari tekle, treba je imeti delovišča na drugi strani jasno opredeljena, kje bojo ti ljudje jedli in tako naprej. Skratka, tukaj je že nekaj znanja, ki ga imamo iz vseh, bi rekel, izkušenj, ki jih imamo, pa mečkam potrpljenja, da ne gre vse takoj, ne gre. In par dni je treba, potem pa tudi ti centri se morajo zaprti. Mi na Rdečem križu in na Karitasu, pa verjetno tudi drugi veste, da tudi marsikaj ostane in da je treba tudi to rešiti nekako in mogoče porabiti stvari tam, kjer so drugot uporabne, ker ljudje imamo zelo različno percepcijo, kaj bi potreboval nekdo in kaj bi nekdo dal, ampak nič hudega. Te začetne energije, tudi, bi rekel, tega sočutja ogromnega ni za spustiti in je res dobra. Pa še nekaj sem hotel reči, koliko dobrih stvari se je zgodilo, pa niso nikjer zabeležene. Ne v državnih sredstvih, ne v sredstvih humanitarnih organizacij, ki so zgodbe ljudi, ki so poklicali, pa so rekli, poslušaj, ne moreš verjeti, klical me je ta pa ta in mi je rekel, lej, takoj ti vrata plačam. Kaj bo možno. Koliko je šlo tega na individualni ravni, kjer ne bo nikjer zabeleženega, bo pa ostalo za naprej. Mogoče bi jaz tudi tukaj lahko eno lepo zgodbo delila, ker na začetku je bilo res dosti vsega in smo se na filantropiji res fokusirali bolj na neke akcije, ki so skupinske, kjer se vključi večje število ljudi. Je pa vseeno potem nas kontaktirala ena gospa, da ima otroka s posebnimi potrebami in da v bistvu jim je poplavilo hišo in bi jo sicer sami želeli pač sanirati in počistiti, ampak da ne more pustiti otroka. In smo dali vam poziv, gospa pa živi nekje zelo v takem zakotnem delu Slovenije in smo res dali ven poziv, čeprav načeloma nismo tukaj ena na ena delali, da če bi kdo pač nudil varstvo temu fantku in se je v 20 minutah javilo 7 ljudi. In smo kar zaprli in dejansko so se povezali potem in uskladili tudi ljudje z izkušnjami, z osebami, z delom z otroki s posebnimi potrebami in ne vem, meni je ta zadeva tako res tretji dan po moje poplav res ulila upanje in ganila do te mere, da koliko so ljudje pripravljeni pomagati na različne načine. Mogoče bi se jaz navezala na to, kar ste vi prej rekli, da je pomembno tudi to,
kaj se da, da je ful lepo to, da želimo dati, ampak da moramo tudi vedeti, kakšne so potrebe. A ne? In tukaj verjetno je nek nasvet za ljudi, da tudi vse stvari, ki jih mi želimo darovati, niso primerne. In da je treba poslušati verjetno najbolj humanitarne organizacije, kaj ljudje potrebujejo, ker vi ste na terenu, vi najbolj veste. In poznate tudi. Mi smo ves čas opozarjali od prvega dne, dajmo to zbirati organizirano, ciljno, tisto, kar se potrebuje, in tisti, ki bo to najbolje povedal, je tisti iz terena. In smo opozarjali in prosili. In tudi tukaj vidim prostora med nami vsemi humanitarnimi organizacijami, da se usklajujemo in da ne gre tisto, kdo je zbral več česarkoli, ampak da je naš cilj vseh nas pomagati s pomočjo, ki jo tam potrebujejo, da se spoštuje človeško dostojanstvo in tisti, ki to najbolj ve, je tisti, ki je prizadet, kaj potrebuje. In tudi okoliščine, to se je dogajalo zdaj avgusta, zagotovo niso zdaj oblačila glavna stvar, je bilo pa kar nekaj odej potrebnih na marsikaterih koncih, če bi se pa to dogajalo decembra, bi bila pa situacija čist drugačna. Ampak najprej so seveda osnovne stvari, hrana, to, kar res ljudje rabijo takoj, potem pa po korakih. In tudi tukaj sej ogromno stvari je prišlo, bi rekel, ta pravih in dobrih in so se tudi lepo skoordinirale, čistila, razkožila, od hrane in vsega, kar ljudje potrebujejo in je v redu. Je pa res potrpljenje, je tukaj božja mast, ker tudi tisti, ki prejemajo, seveda vejo, da se ne da vse narediti. Pa tudi mi, ki govorimo tukaj, če nismo v stiku z ljudmi na terenu, tudi ne vemo natančno, kaj se dogaja in da potem še damo neko skupno sporočilo. Črna na Koroškem, čist druga situacija. Mengeš, druga situacija. Skratka, včasih so neki rekli, tega imamo preveč, drug konc je rekel, tega nam primanjkuje. Tako da tudi ta sporočila, ki prihajajo, so včasih seveda lahko tudi, bi rekel, različna, ampak da nekje na generalni ravni rečemo, tega imamo dovolj, lahko tudi tja prepeljemo, lahko tako naredimo. Skratka, jaz mislim, da če črto potegnemo za ta prvi del, lahko seveda še marsikaj izboljšamo in je prav. Veliko stvari je bilo pa izjemno dobrih in je dober tekel in smo tudi veseli, da je civilna zaščita, da imamo gasilce, civilno zaščito, vse civilna zaščita smo mi vsi, in krajani in vsi, ki so tam, tako da te stvari tečejo, dal bi se pa še mnogo stvari izboljšati, tudi kar se je pokazalo, da siren pač ne jemljemo več resno, ker smo se odvadili, da se lahko zgodi taka katastrofa, da bi sploh poznali, kaj nam sirena govori, Tudi to se je pokazalo zdaj in bo treba tudi nekaj tega elementa nazaj dati v šole, v izobraževanja in tudi te stvari tudi resno jemati. Ker zdaj se je pokazalo, da lahko tudi takih razsežnosti stvar, da je precej neobvladljiva in je treba upoštevati tudi to, recimo. Tako da zgodb je pa veliko dobrega in res, jaz lahko rečem, sem hvala vsem, kar so vse ljudje naredili, pa se tudi nikjer ne bo videlo in ne bo objavljeno in tako naprej. Želeli ste? Ja, mogoče bi se sam navezala na dve stvari. Točno to se mi zdi, da v bistvu ljudje smo zelo navajeni, ko vidimo kakšno situacijo, ko ni bila najboljš izvedena, da se na to uklepamo, ampak res je izjemnega pomena, da vidimo rešitve tudi pri temu. In tako, Peter, se mi zdi, da super je to zdaj nekako zaključil v smislu, da zgodba je vseeno zelo pozitivna, da nas tudi ljudje zunaj Slovenije vidijo kot Slovenija družina solidarnosti. Mislim, to je, jaz osebno čutim izjemen ponos na svojo državo in na ljudi in na odziv, ki smo ga bili sposobni izvesti. Tako da ja, pač iskati rešitve in tisto pozitivno, kar se je zgodilo in od tega se učiti. Mogoče, kar se pa tiče tudi te materialne pomoči, Cetka je zelo dobro besedo uporabila. Treba je zelo paziti na dostojanstvo ljudi. Ljudje velikokrat pozabimo, vse organizacije, ki imamo malo upravka z materialnimi donacijami, imamo včasih ravno ta izziv, ki ljudje želijo pomagati, ampak si mislijo, če pa res potrebuje, bo pa tudi to vzel. Ampak bo tudi to dobro. Bo pa tudi to dobro. Treba je razumeti to razmišljanje, po drugi strani je pa res odlično poskrbeti za to dostojanstvo nekoga, ki prejema pomoč. In mu res omogočati tisto, kar bi si sam želel. Sam želel, kot bi sam to.
Ja. Torej se postaviti v vlogo človeka, ki ravno- prejema, kaj bi jaz želel, kakšno stvar bi želel. Ravno ljudje, ki so stigmatizirani ali pa potrebujejo pomoč, dajmo se predstavljati, da dobi res nekaj najslabšega ali pa sam tizga, da je komaj v redu. Kakšno počutje, vrednost doživlja. Pa tudi v rednem času, a ne? Tako. Človek pride pa prinese oblačila, kar je lepo in tudi z dobrim iskrenim namenom. Ampak, kadar pokličejo, jaz zmeraj rečem, pravijo, imamo obleke lepe, a ne, od očeta, ki je umrl in tako naprej. Jaz pravim tako, predstavljajte si, da greste na avtobus, kaj bi oblekli? No, to prineste. A ne, to ljudje rabijo, a ne, ko probujemo se uživeti v njih, kaj rabijo. Verjetno jim ta obleka, ki je lahko tudi dragocena, prav nič ne nuca, ker jo rabimo enkrat na leta, ne. Rabijo pa čisto enostavna oblačila, taka, ki jih navadni ljudje oblečemo. Recimo v primeru oblačila. Ne. Pa tudi pri podjetjih je treba se vedno znova vprašati, a ne, a je tista stvar, ki je na voljo, tudi v resnici uporabna. Ne. Mi smo velikokrat vprašali gasilce, a to razkožilo boste uporabili, a ga rabite. Ok, ga rabite, ga bomo pripeljali. Ne. Ker tudi ni vse, bom rekel, primerno, pa tudi mi ne znamo presoditi, a je primerno ali ne. In je treba velikokrat vprašati, pa se mogoče tudi kakšno uro si vzeti časa, da vemo, da bo to ne ovira na terenu, ampak da bo to koristno. Zdaj, danes je prvi šolski dan, ne? Začela še bo šola, življenje se bo nekako utirilo v neke običajne tirnice, ki sicer še dolgo ne bodo običajne, za veliko ljudi, potem bo prišla zima. To, kar sva se prej midve pogovarjala, kar ste vi rekli, je to, mi moramo ljudem povedati, da potrebna bo dolgotrajna pomoč in ta obnova bo trajala leta. Ne? Torej, govorimo 5 let, verjetno še več. In da morajo biti ljudje tisti, ki jim bo potrebna obnova in tisti, ki darujemo, na to pripravljeni. Ne? Rekli ste tudi, mi humanitarne organizacije vemo, v bistvu, kako potem pade to zanimanje. Lahko malo to opišete, pa poveste, kaj bi tukaj mogoče javnosti sporočili. In to ste rekli, to je normalno, da potem zanimanje pade. Ne? Ja, normalno je, da je, ko se nekaj zgodi, da je odziv velik in pozitiven, to, kar je bilo izpostavljeno, to je izrednega pomena, ampak to je potem potrebno negovati. In vendar po določenem časovnem obdobju interes pade, ljudje se morajo vrniti tudi drugi v svoja normalna, redna življenja in ni tega časa. To pomeni, da ostanemo tiste stalnice humanitarne organizacije, ki smo prisotni na terenu, in da bomo to delali tudi na način, kot smo ga počeli v Rdečem križu Slovenije skoraj 160 let. In vendar pri tej pomoči zdaj, ko govorimo o poplavi, obseg nesreče, ki se je zgodila, je tako izjemen, da tudi posledice ne morejo biti odpravljene v enem mesecu. Enostavno ne gre. In mi vemo, da tisti, ki smo jim pomagali že prej, da nam nastajajo nove kategorije ranljivih ljudi, ki jim moramo pomagati. In zato tudi prijeta donacijska sredstva, zdaj je odziv izjemen. Čez en mesec več tega ne bo. To vidimo pri vseh kriznih situacijah. To vidimo ne nazadnje pri pomoči beguncem iz Ukrajine, ki jih imamo še vedno. Niso zginili, še vedno jih v Rdečem križu Slovenije pomagamo 5000 na dnevni ravni. In vendar donacij več ni, oziroma so zelo majhne. In tudi tu, to so realnosti, s katerimi in zato moramo mi biti tisti, ki vemo, premišljeni, da bomo to pomoč, te donacije usmerili na način, da bomo lahko čez 2 meseca, ko nam bojo ljudje potrkali na vrata, pripravljeni, da jim takoj pomagamo. Ne, da začnemo z neko kampanjo ali pa karkoli, ampak da smo pripravljeni, da jim damo pomoč takoj. Ko sem govorila z Nino Kozorog iz Humanitarčka, Humanitarček se še vedno seveda največ ukvarja s starejšimi, ranljivimi starejšimi, osredotočeni so na njih. Veliko je rekla, da imajo tudi recimo novih prostovoljcev na terenu in ponekod pomagajo izpolnjevati obrazce. Se vam zdi, da bo v prihodnje pomembno tudi to, da vi humanitarne organizacije v bistvu pomagate pri tem papirnatem delu, da tako rečem? Ja, mi smo imeli zdaj telefonsko odprto in mail za te državne vloge in smo dobili 700 klicev in mailov, kjer so ljudje želeli neko informacijo. Velikrat samo tudi v tisti čisti negotovosti, a je v redu ali ni v redu, ampak to je pomembno. Pa so bile vloge zelo enostavne, zelo enostavne, ampak za starejše in za mnoge, ki niso navajeni,
je bilo to zelo pomembno. Verjamem, da ste imeli tudi drugi veliko klicev. Pa jaz mislim, da smo vsi prisotni na terenu in pomagamo ljudem. Tudi tukaj v Ljubljani so bile neke skupine starejših, ki preprosto ne znajo tega narediti, niti niso vedeli, da to obstaja. In tako, kot sem že prej rekel, je seveda naša naloga tudi to, humanitarnih organizacij, občin, centrov za socialno delo, da povemo, kaj je možno in vsem pomagamo, da do tistega pridejo. Ne? Ker samo skupaj bo nekaj pomenili, ker je tak izjemen obseg, neverjeten obseg tega. Ne? Boste humanitarne organizacije pomenili tudi pri tem, da mogoče opozorite na neke družine ali pa osamljene ljudi, ki jih mogoče država, verjetno ne bi država sploh zaznala, ne? Sami pa recimo si ne znajo pomagati, ne vejo, kam iti, na koga se obrniti. In tukaj bo verjetno tudi v prihodnosti vaša vloga. Informiranje in analiza je začetek. Mislim, sigurno in z podbudo vlade, zdaj tudi ostale organizacije informiramo o načinu pomoči, ki jim je na voljo, tudi z interventnim zakonom, kaj bo prišlo, usmerjamo jih ali na zavod, ali na CSD. Absolutno pa ta analiza je prva podlaga z naše strani, da lahko natančno načrtujemo usklajen odziv naprej. In tudi smo bili pozvani in sigurno se bomo odzvali zdaj v prvi vrsti pri nastanitvah. Torej so nekatere družine, občine, ki niso popisali kakšnih potreb in je tudi naša skupna vloga, da pomagamo pri natančni analizi. S tem, da moramo vedeti, da je tukaj nosilec koordinacije so ravno lokalne skupnosti, občine. Ne? In smo ponovno pri tem usklajevanju teh stvari. In ja, prostovoljci so potrebni tudi pri administrativni pomoči, ker s čemer se srečujemo sedaj. Imamo eno kategorijo digitalno pismenih, bom rekla, ki lahko vse vloge oddajajo hitro in se čudijo na papirnate obrazce, ne? Ker drži, in imamo še kar močno populacijo tistih, do katerih je težko priti, ki jim je treba pomagati, ki jih je treba poiskati, da se jim sploh pojasni, kakšne so njihove možnosti. Pa da se vidi, če to pomoč sploh želijo prijeti. Pa tudi se mi zdi pomembno to, kar smo rekli za občine. Ne? Če ne bo na vsaki občini neka koordinacija centra, občine in humanitarnih, potem smo pogrnili. Ne? Ker pač specifike in to, kar se bo dogajalo v naslednjem letu, je treba dobesedno ujeti in zaznati. Ne? Ker oddaleč gre lahko vse mimo in potem imaš čez eno leto, ob leto Osorej, pač stanje velik praznin, kar sigurno tudi če bo, tudi v tem primeru, ampak se mi zdi, da če na občinski ravni se nekaj naredi, sploh v teh obvladljivih občinah, lahko res dobesedno si v stiku s temi gospodinstvi in odkrivaš, kje so vrzeli in jih tudi poskušaš na vse načine, bi rekel, pokriti. To je po mojem edini način, da en let ostanemo res z njimi. Sej smo že itak z njimi, tisti, ki imamo tudi izpostave tam in tako naprej, ampak tukaj je treba pogledati tudi malo širše, tudi občina, center, da res imaš stik z gospodinstvom. To je nujno, to je največ vreden po moje in se marsikaj reši. Ljudje imajo pa ogromno tudi svoje moči, da ne bo pomote. Mi imamo in tudi vi verjetno par 10 takih težkih primerov vsako leto, pa se ljudje poberajo po plazu, po požaru in tako naprej. Ni pa lahko, pa težko je tudi sprejeti verjetno, da verjetno ne bo več starega stanja, ampak da bo tisto osnovno pa le povrnjeno. V filantropiji tudi razmišljamo, kako zdaj naprej, kako ohraniti to pripravljenost na pomoč. In imamo par, se mi zdi, zelo fajn idej. Ena zadeva je, da zdaj se usmerjamo v to, da bi spodbudili podjetja, da se aktivirajo, da grejo na teren. To je potem lahko res taka fajna akcija, ker je pač skupina ljudi, ki je lažje skoordinirati, vemo, da prihajajo na neko območje, tam lahko jim zagotovijo neko delo. In se mi zdi to tudi nek tak fajn znak solidarnosti in podjetja seveda na začetku mogoče še niso bila tega sposobna, zdaj pa pač je ta možnost, možnost je tudi tega plačanja odsotnosti z dela. Tako da lahko podjetje to uporabijo tudi kot eno tako zelo fajn korpo akcijo oziroma team building in tudi se naredijo nekaj koristnega, hkrati pa se povezujejo. Razmišljamo tudi o tem, kako bi vključili študente pa dijake z nekih specifičnih študijskih študijev oziroma smeri, ki so pač strokovnjaki oziroma bodoči strokovnjaki za obnovo hiš, za elektriko, gradbeniki in tako dalje, da bi jih vključili, da bi se kot v prakso v obnovo in ne nazadnje, da bi spodbudili prostovoljstvo v šolah, še posebej na nekih poplavnih območjih, da bi se
malo več govorilo o tem, kako pomagati sočloveku na kakšen način in da bi se tudi otroci že bolj zgodaj začeli zavedati, koliko je to pomembno. Zdaj, mogoče pridemo k tistemu, kar, da tako rečem, ljudi najpogosteje sprašujejo, tudi vas verjetno sprašujejo. Kako zagotoviti, da pomoč pride v prave roke? To vas verjetno veliko sprašujejo, torej o tej transparentnosti. Kako veste, komu dati, kdo je pomoči potreben in kako naj vem, da, ne, to rečejo ljudje, da bo prišlo moj dar, to, kar jaz dam, v prave roke. Mogoče Rdeči križ. Vedno znova poudarjamo, mi smo zavezani transparentnosti in vse, kar prejmemo, je jasno po računih in je pregledno in smo podložni zunanji reviziji za vsako stvar in se temu primerno tudi obnašamo. Zato tudi vse gre preko računov, nič ne gre preko denarja in tisto, kar prejmemo, skladno z namenom tudi razdelimo, ne. Če ljudje donirajo preko SMS-ov sredstva za pomoč ljudem v poplavi, bojo ta sredstva tudi prišla do ljudi v različnih oblikah. Ali bomo iz teh sredstev kupili kvas in ga poslali na območja, ki ga nujno potrebujejo, ali bomo plačevali položnice, kot ste rekli, v vsakem primeru to je način dela in je pregleden in je transparenten. Jaz pa vedno pri teh zadevah rečem, da tisti, ki bo želel pomagati, bo to dal in ne bo imel toliko verjetno vprašanj na to temo. Tako je, to je čisto človeško, vsak pa ima pravico vedeti, kaj se dogaja z donacijo in zato so službe in organi in redno poročanje tisto, kjer lahko to prikažemo. Ne? Tudi tokrat so se recimo pojavljale neke te fake news, lažne novice v smislu 90% gre potem darovanega za plače zaposlenih, 10% za pomoč potrebnim, kar absolutno ni res. Ne? Se soočate recimo humanitarne organizacije pogosto s takimi? Izvoli. Lahko. Seveda se. Vedno se, bom rekel, nas sprašujejo, kako. Dejstvo je, da nobena humanitarna organizacija povsem s prostovoljnim delom ne more. Niti Slovenska filantropija, nobena od nas, potrebuje zaposlene, potrebuje tiste, ki koordinirajo potem prostovoljce. Tudi pri humanitarni pomoči je tako, da en delež mora iti za to, da imamo zaposlenega, ki potem ali koordinira neposredno na terenu, oziroma da plača položnice, da to naredi. Vsekakor bom rekel, to razmerje 10-90 je daleč od tega, kar je dejansko. Zopet je pa, bom rekel, odvisno, ali gre ta pomoč 115 družinam, 1000 družinam, ali pa se, bom rekel, število zmanjša. Ali je pomoč v 500 evrov, ali je pomoč v 3000 evrov, je vsekakor, bom rekel, razlika. Ne? Večjo pomoč, ko daš, manjši je delež, ki dejansko ga organizacija potrebuje, da to da. To razmerje je prej obrnjeno, se pravi 10% za stroške organizacije in 90% za. Je pa tako, kot je Cvetka povedala, vsaka humanitarna organizacija zavezana k transparentnosti, v končni fazi tudi vsaka od nas mora dati poročilo na AJPES o finančnem poslovanju in vsa ta poročila so dejansko javno dostopna javnosti in lahko vsak pregleda. Tudi reviziji smo zavezani, tako da tudi revizori pregledajo naše poslovanje, tako da kar se tega tiče, ni samo naša transparentnost, je tudi zunanja transparentnost, da imamo strokovno pomoč revizije, ki pregleda naše poslovanje. Če lahko še mogoče dodam, ne? Tudi prostovoljci na začetku, ljudje so pripravljeni iti na teren enkrat, dvakrat na svoje lastne stroške, se pravi si plačati bencin čez pol Slovenije, malco in vse. Če pa želimo, da prostovoljci ostanejo na dolgi rok, za kar se tudi mi zavzemamo, ker je potem pomoč bolj učinkovita, ljudje so bolj zadovoljni, lahko se naveže nek stik, ne? Takrat pa mi moramo prostovoljcem vsaj povrniti stroške, ki jih imajo, ko grejo do tja. Ne? In vedno, ko pride do kriznega odziva, na filantropiji ne vemo, a bomo lahko te stroške povrnili ali ne. To bo odvisno od tega, koliko donacij bomo dobili, ker smo pač odvisni izključno iz donacij. Naš terenski odziv ni financiran z nobenim drugim projektom. In zato pa tudi zbiramo
denar tudi za koordinacijo prostovoljcev. Ker, ja, želimo prostovoljcem, ki so šli na teren, ne vem, cel teden, mogoče še večkrat kot cel teden, jim želimo povrniti stroške. In tudi s tem omogočiti, da bo pač mogoče ljudje večkrat šli, ker si drugače lahko ne bi več Pa zavarovani morajo biti predvsem, ker je to ključnega pomena. In tudi to vse stane, ne? In moramo najprej vedno zagotavljati varnost lastnih ljudi, ki jih pošiljamo na teren, ker moramo biti do njih odgovorni, ne? Kar pomeni, da morajo biti zavarovani, da morajo biti pripravljeni, da morajo biti tudi opremljeni, ne? Mogoče lih pri prostovoljcih je zanimivo to, no. Lih včeraj so mi povedali pri naši Young Caritas, 3000 jih je šlo pri nas čez prostovoljcev in od 3000 jih je 5 prosili za povrnitev stroškov. Drugi niso dobili niti centa in ga tudi niso želeli, ker so želeli to darovati v ta namen. Je pa res, da pa dolgoročno, a ne, pa seveda morajo biti tudi te stvari urejene, da ljudje vsaj ti strošek, ki ga imajo, tudi dobijo povrnenega, čeprav mnogi ne želijo imeti povrnenega. In je seveda prispevek tisto njihovo delo in to, kar dajo, to sigurno. Jaz za Caritas lahko rečem, pri nas itak tudi teh 30 voditeljev župnijskih Caritas je prostovoljcev, dela tam zastonj cel dan in hvala Bogu, da jih imamo. Seveda pa tudi njim je potrebna podpora, ne da se vsega in tudi naše škofijske Caritas morajo tudi s kakšno strokovno podporo in z logistiko stvari pripeljati, jih podpreti in narediti, ne? In seveda pri tem tudi določeni stroški nastajajo. Mi poskušamo glavnino stroškov pokriti iz mednarodnih sredstev, v tem primeru recimo sredstev Caritas Nemčije, Avstrije, Poljske, ne? Želimo tudi to logistiko v to vključiti in kar se da tukaj, bi rekel, poskušamo pokriti, ne? Vendar seveda je pa treba biti tudi tukaj realen, a ne, in vedeti, da pač nič ne gre z nič, a ne. Vse je treba, bi rekel, nekako narediti in tudi mi enkrat na let predstavimo celo poročilo, tudi naše stroške, vse, kar imamo v naših akcijah, a ne. In sploh pri teh večjih naravnih nesrečah, a ne, je res odziv ogromen in mislim, da gradimo tudi vsi skupaj zaupanje na dolge proge s tem, da ljudje vidijo, da smo na terenu, da delamo in pomagamo. To je prva stvar. Ne? Da smo z ljudmi v stiku, a ne? In da vidijo, da res tudi to prihaja na teren in jaz mislim, da ljudje to tudi vidijo in čutijo. A ne? In to je nekaj dolgoročnega. In še ena stvar, ki mogoče ni tako nepomembna, da je to, kar dajemo, tudi učinkovito. A ne? Včasih je lahko vse v redu, ampak vedno se mora človek vprašati, a je to učinkovito, za kar recimo so šla sredstva. Ne? Tudi to je zelo pomembno. Tako da seveda imamo pa vsi revizije in vse preglede in kontrole in se trudimo, da bi res ljudje dobili v taki ali drugačni obliki čim več od tega. Včasih je pa treba tudi upoštevati, da tudi strokovnjaki je neposredna pomoč. Ne? Če nekdo je specializiran za duševne stiske, pa je to največja pomoč, ki lahko da. Hrana je brezpredmetna pri tem. Ne? In je treba tudi to upoštevati, ne? Da nisem ta, bom rekel, stereotipen pogled, ne? Aha, to, kar je paket hrane, to je to. Ne? Včasih je človek usposobljen, strokoven in tudi pač v nekem sorazmerju primerno plačan, je to gromozanska pomoč. Ne? Pri odvisniku je vse ostalo brezpredmetno, če govorimo na splošno. In manjši delek stroškov. To, kar pa lahko strokovnjak da, pa je zelo pomemben. Ogromen pri humanitarnih organizacijah je pa narejen s prostovoljstvom. Če ne bi bilo prostovoljcev, se pol stvari niti ne bi dali izvesti, niti ne bi bile, če ne 2/3. Tukaj mogoče prehajamo na naslednjo temo ali pa naslednje vprašanje, ki bi ga odprla. Pri takih stvarih, kot se je zdaj zgodilo in so te humanitarne organizacije res nepogrešljive. Ampak pogosto se sprašujemo, pogosto rešujemo ne samo Slovenijo, ko je v poplavah s pomočjo vas humanitarcev, ampak tudi rešujemo recimo revne družine, revne otroke, zbiramo denar za bolne otroke. Kje je tista meja? Absolutno se vsi strinjamo, da nobene pomote, da ste humanitarci potrebni in vsa čast in vse to. Ampak a ste tudi sami kdaj kritični do države ali pa nejevoljni, da v bistvu na nekih točkah res opravljate delo, ki bi ga morala odgovorna država? Ja. Zdaj, mislim, vas in še druge organizacije. A ne? Anita Ogulin, se upravičujem, Anita Ogulin je intervjuju za NN, torej vsi jo poznamo iz projekta Botrstvo,
veriga dobrih ljudi iz vaše, iz podorganizacije Ljubljana Moste Polje, je rekla nekako tako za ena, da v bistvu za te stvari na koncu, če imamo revne družine, dejansko je kriva politika, so krivi odločevalci. Tako da me zanima, ali kdaj čutite tudi pri svojem siceršnjem delu, ne govorim zdaj na polju poplav, neko jezo do države, da v bistvu ste sploh potrebni ali pa so potrebne organizacije tam, kjer res bi morala država. Tisti, ki se znajdejo v tej stiski, niso krivi. Absolutno da država ni poskrbela za njih. Tukaj imamo mi res nehvaležno vlogo, ker po eni strani, to je naša naloga, to je naše poslanstvo, mi smo nevladne organizacije, pomagati ljudem je naše poslanstvo, hkrati pa moramo vedno biti pozorni na to, da ne prevzamemo nalog države oziroma da vedno in skozi opozarjamo, to zdaj mi delamo, to ni v prvi, to je v prvem mestu naloga države. Mi bi mogli biti tisti nadstandard. Na filantropiji, ko dosti delamo z migracijami, recimo to dosti opozarjamo. Idealno bi bilo, da smo mi pomoč pri integraciji, ne da nudimo tiste nujne integracijske korake. Tisto je naloga države. Hkrati pa seveda ne moremo mi nuditi nadstandarda, če za osnove ni poskrbljeno. Se pravi, seveda bomo začeli pri osnovah, ampak hkrati vedno opozarjati, to ni naša prvotna naloga in tukaj bi mogla država več narediti. Isto mi opozarjamo vedno, da država bi sicer mogla poskrbeti, ampak ko pa ti dobiš družino v taki situaciji, ko vidiš, da je otrok v taki situaciji, bom rekel, nima srca, da mu ne bi pomagal. Po drugi strani se pa trudimo tudi na sistemski ravni v sodelovanju z ministrstvom, z ministrstvi lahko rečem, jih opozarjati. Tukaj bi mogli, bom rekel, več narediti. Je pa tako, da vsaka 4 leta imaš novega sogovornika in je včasih kar težko postavljati dolgoročne politike, ker končno se nekaj dogovoriš, kakšna sprememba bi bila, pridejo volitve, novi ljudje, nova pogajanja oziroma novi pogovori. To se mi zdi, če lahko še dodam, ena taka najbolj grda, bom rekla, kritika ljudi, ko pridejo, zakaj delate, zgodi se neka kriza, mi se odzovemo in potem dobimo komentarje nazaj z neke generalne publike, zakaj to delate, to bi mogla država. Zakaj dobivamo mi kritike tukaj, če jaz takrat dosti krat rečem ljudem, pa dajte prijeti vi malo na teren pa rečete nekomu, ki, ne vem, je ostal brez hiše, evo, mi ne bomo nič naredili, ker čakamo, ker to je naloga države. Če smem še en primer, ki se dogaja že vrsto let, pa verjetno ga vsi poznate, ne vem, mi smo včeraj zaključili pomoč šolskimi potrebščinami za 11,000 otrok. Na koncu bo več kot 500 000 evrov zbranih in tako naprej. Ampak vsakič povemo, a ni nenormalno, da delovni zvezki niso za vse otroke zastonj v šoli. Kaj se bi rekel, moramo mi s temi stiskami nasploh ukvarjati. In tudi, ki je bila zdaj ta debata o kosilih in podobnih stvarih, smo tu skozi opozarjali. Najprej rešimo to. Otrok mora priti v šolo in ne sme biti breme to za starše. Otroci so že itak redkost v naši družbi vse večja, mislim, da če že drugega ne je pač treba v vsakem primeru to razrešiti in to, kar je za prve triade, je dober moment, ki se je zgodil, recimo. Pa še ena skupina, vsi vemo, da je kar en delež v evidencah brezposelnih, za katere vemo, da nikdar ne morejo stopiti na trg dela. To lahko mi potrdimo, to lahko na Zavodu za zaposlovanje potrdijo, in vsi se vrtimo in nekje so, v resnici pa ni za njih poskrbljeno, da bi lahko normalno živeli, pa mogoče delali 1 uro na teden, 4 ure na teden in tako naprej. Skratka, to je tudi naša naloga, da na to opozarjamo in spodbujamo politiko. Koliko smo pa uspešni, je pa druga zgodba. Jaz mislim, da ravno ta uspešnost je tudi, zdaj cel čas razmišljamo istmo, kot smo na začetku izpostavili, rešitve. Lahko opozarjamo, ampak res z terena moramo priti s konkretnimi rešitvami, tudi s podbudami, tudi v bistvu s potrpežljivostjo, ker stvari se velikrat ne zgodijo čez noč. Ampak mi smo tudi na začetku te krize ljudi spodbujali k dolgoročnemu razmišljanju. Ni instantnih rešitev, ki bi bile res lahko kvalitetne. Tako da vseeno, usmerjenost v rešitve in razmišljati čim bolj dolgoročno, nasplošno kot narod. Ko govorimo o... ste hoteli še nekaj? Ne, ko razmišljam s pozornostjo, poslušam v Rdečem križu Slovenije, imamo svoje poslanstvo in smo tudi pomočnik javnim oblastem pri izvajanju aktivnosti in kot
poslušam pa razmišljam, predvsem razmišljam v smeri, mi smo tu, da pomagamo tam, kjer je pomoč potrebna in seveda, da opozarjamo na težave. Ampak v zgodovini človeštva je vedno bila javna oblast in so bili tisti, ki so pomagali in mislim, da je iluzorno razmišljati, da bo kdajkoli drugače. Ne? Torej, da se fokusiramo, da tam, kjer lahko naredimo spremembe, da smo tam prisotni in to mi počnemo v naši organizaciji. No? In tam, kjer ne more država, ne, tudi na Karitas imamo itak in verjetno vsi vi, vse več ljudi, ki imajo minimalne plače, pa nam hodijo, pač po papirjih, na rekovajih niso revni, ne? Po cenzusih in tako naprej. Mi pa vsi vemo, da so revni in pridejo k nam po pomoč in včasih so pa še mnoge druge okoliščine, ki jih noben algoritem Centra za socialno delo ne more pobrati, pa jih mi lahko poberemo in to je naša naloga, da pomagamo tistim, ki izpadajo. Na strokovni plati v sociali so pa tudi vrzeli, ki jih stroka niti takoj ne zazna, recimo, pa lahko mi vstopamo s programi in jih ponudimo državi in povemo. Včasih so pa tudi skupine za pomoč tako majhne, da država niti ne bo nič naredila. Vemo, da pri kroničnih bolnikih je 50 bolnikov, država se s tem dobesedno ne bo ukvarjala. Pač treba je tudi veliko take zgodbe podpreti in jih narediti in to je naša prvenstvena naloga, pa vedno tudi lajšamo. Sej tudi mi ne moramo do konca marsikaj rešiti, delamo pa življenje dostojno, dostojnejše. In to tudi mislim, da super, da se zavedamo, da mi smo del države in dejansko smo komplementarni lahko v velikih pogledih. In ni to za izključiti ali pa reči, da to ni potrebno. To je izjemna kakovostna dodatna vrednost. Nismo pa vse mogoče, mislim, noben pa ni vse mogoče. Ne mi, ne država. Tako. Ima mogoče kdo od vas še kakšno misel o humanitarnosti? Zdaj, vi vsi delate v teh organizacijah, vidite veliko prostovoljcev, zdaj še posebej, ko se je zgodila ta kriza. Tudi sicer pomagate, tudi ko ni poplav, na mnogih področjih, zdaj smo o tem govorili 1 uro. Zakaj smo ljudje humanitarni? Ali so vsi ljudje humanitarni? Kdaj se najpogosteje odločimo za pomoč? Jaz vem, da včasih darujejo ali pa pomagajo tisti, ki v bistvu si komaj sami shajajo. Da so tudi taki primeri. Kaj je tisto v človeku, zaradi česar se odloči, da bo pomagal drugemu človeku? To sem zdaj malo filozofsko zavila, ampak če ima kdo če ima kdo od vas kakšno misel ali pa kakšen razmisel? Jaz se včasih na terenu srečujemo z ljudmi, ko rečem, ne, se jaz ne rabim, se drugi bolj rabijo, ko jaz. A mi po izkušnjah vemo, da je, bom rekel, čisto v prvi vrsti, ko bi mogel prejeti. Veseli nas po drugi strani, da je mnogo tistih, ki so klecnali, padli, pa jim smo pomagali, da so se postavili. Bom rekel, te so tisti največji podporniki naprej. To, kot ste vi rekli, da ljudje v bistvu, da je pomembno tudi to sporočilo, da se da pobrati, da je hudo, ampak s pomočjo se lahko poberemo. In so tudi tisti, ki so se pobrali, recimo tudi z vašimi pomočmi. Solidarnost ni stvar, ki je prirojena. Včasih rekajo, otroci so pa res tako iskreni, pa vse ni res. Človek je nagnjen k temu, da pač najprej poskrbi zase. In mislim, da je ta vzgojni moment, ki ga vsi na nek način peljemo od družinske vzgoje pa tako naprej, pa tu nisem solidarnost, je tudi poštenost, so tudi vse druge vrednote. Vsaka generacija znova mora to osvojiti. In kakor je hudo zdaj, smo lahko veseli, ker je toliko mladih znova osvojili to solidarnost, začutili to sočutje in kaj to pomeni. In to je naložba vredna več od vsega teh denarja in vsega. In vse, kar se je zgodilo, ena družina mi je rekla, nikdar v življenju več ne bom okleval. To, kar sem zdaj dobil, mi je pokazal, kaj to pomeni. In nikdar več ne bom okleval, da bi pomagal, ne bi pomagal. In se mi zdi, da je zelo pomembno, da pač ljudi oblikujemo, mlade oblikujemo, otroke oblikujemo, potem se odmaknejo v svoje življenje, gradijo hiše, kariero, pač si uredijo, potem, ko so starejši, se spet pojavijo. Vmes se da pa še ogromno narediti. Projektno jih privabiti, kot delate vi, recimo s podjetji ali to. Skratka, milijon možnosti je, ampak to je stvar oblikovanja. Nič ni samo od sebe. In tukaj šole delajo ogromno. Tudi mi imamo vsi številne delavnice, kot na Karitas in tudi drugot, ampak vse to pripomore, da otrok dojame, da nisem sam, tudi meni se lahko to zgodi. Če nekomu pomagaš, pa mu stojiš ob strani
je to zelo pomemben. A ne? In vse ta izkustva grejo v življenju naprej in nas pol delajo ljudi. Vse ostalo je pa samo matematika, če že hočemo, in to, kar v bistvu tudi velikokrat ostane. A ne? In se mi zdi to nekaj izjemnega. Drugo pa tudi to, a ne, da je odnos izjemno pomemben. A ne? Vse je lahko, vse je fajn, če pa ni odnosa, če pa ni stika z drugim, je pa vse zastonj, da lahko si bogat, ne vem kaj, nič ti ne pomaga. Ne? Ravno ta odnos in prijaznost je izjemno neposredno povezana s sočutjem. In jaz bi tukaj sam rekla, točno tako vrednostni sistem, ki ga imamo in učimo v šolah, v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, je ključen za našo družbo. In ne more to spremeniti nikogar, če mu ima že od začetka vrednostni sistem pravilno oblikovan. Bo dejansko to generacijsko nadaljeval. Ko govorimo in o solidarnosti, in o sočutju, in tudi o prostovoljstvu, si jaz vedno dovolim eno tako zelo drzno izjavo, da v bistvu tudi sočutje pa prostovoljstvo, to je nek tak egoističen vzgib, zato ker ljudje smo socialna vrsta in ljudje, s tem, ko pomagamo drugim, se mi dobro počutimo. In tudi mene, ko vprašaš, zakaj sem prostovoljka, rečem, zato, ker se imam jaz fajn. Nisem ta egoizem tukaj, ki je tukaj peven. To je lahko tudi ekskluzivno, egoistično in to je fajn, ker pač ljudje večinoma, če nismo drugače pol vzgojeni, se dobro počutimo, ko pomagamo drugim in se v bistvu, ko pomagamo nekomu drugemu, boljš počutimo, ko delamo nekaj zase. In to moramo ohranjati in negovati v družbi. To je to dobro, kar se pretaka. Tako kot ste rekli, to vsak začne pri sebi, v svoji primarni celici in jaz prem, ko poslušam, pa si razmišljam, zakaj to počnem, ne vem, ker tako čutim, ker to je del mene, moja bit, da to počnem. Ker mi je to bolj pomembno kot katerekoli materialna stvar. Zdaj sem gledal en dokumentarc, pač nima veze, ampak ko so stoletnike poročvali, zakaj so 100 let stari. In ena izmed tistih kategorij je bilo tudi prostovoljstvo. In se neko vidiš, to pač pomaga, da greš ven iz svojih problemov in se postaviš v kožo druga. Mi imamo tudi ene programe, kjer v bistvu dolgotrajno brezposelne vključimo v neke delavnice in tako naprej. In kaj smo opazili? Pač ljudje so prišli ven iz te svoje samote, kar naenkrat si med sabo pomagajo, kar naenkrat so veliko bolj zadovoljni, ni se pa spremenili nič v materialnem smislu za njih. In to je izjemno pomembno in zelo dragoceno. Najlepša hvala vsem, ki ste prišli. Hvala za to, kar počnete in kar počnejo vaše organizacije. V bistvu hvala tudi drugim organizacijam, ki jih danes tukaj ni, pa tudi opravljajo veliko delo. Tako da še enkrat hvala lepa. Hvala za povabilo. Hvala za povabilo. Prihodnji teden bo moja gostja v NN podcastu Jana Vidic, znana novinarka Vala 202 in sodelavka projekta Votrstvo. Dolgo časa sva se pogovarjali in je zdaj vendarle uslišala mojo prošnjo. Pogovarjala se bova o marsičem in zagotovo bo tudi zanimiv in koristen pogovor. Hvala še enkrat gostom. Hvala.